Nina Media je bil, oziroma je bila kot agencija izvajalka te raziskave po naročilu Komisije za preprečevanje korupcije. Kot je gospod Drago omenil, gre za dve raziskavi, in sicer za pojavnost korupcije med slovenskimi novinarji. Gre za to, da se definicija korupcije, kot veste, je zelo široka, tako stroka kot teoretiki so nekako skušali okviriti pojem korupcije, vendar pa obsega zelo široko področje. Zato smo in bomo danes govorili o pojavu korupcije med novinarji oziroma o percepciji korupcije in o neetičnih praksah med novinarji. Raziskava je potekala do 28. januarja do 21. aprila. Pripravljeni so bili spletni vprašalniki, realiziranih je bilo 353 anket, v 4 fazah je potekalo zbiranje podatkov. In sicer najprej se je skušalo stik z novinarji postaviti na podlagi baz podatkov, kot so dostopni elektronski naslovi novinarjev prek spleta in seveda tudi prek stikov z tajništvi in vodstvi medijskih hiš. Po pripravi elektronskih naslovov so novinarji povabili k sodelovanju. Na koncu pa so tiste novinarje oziroma naključno izbranje izmed vseh tistih naslovov še naključno skušali vzpostaviti stik prek telefona, zato da bi zagotovili čim več realiziranih anket. Druga raziskava je raziskava javnega mnenja o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji, torej na vzorcu tisočih anketirancev v javnosti. Gre za telefonsko anketiranje po metodi KATI med 11. januarjem in 30. januarjem letošnjega leta je potekalo. Gre za dvostopenjski naključen vzorec, vzorec je bil kombiniran. Seveda so pa vsi podatki obdelani v SPSS programu verzija 15, poznajo ga vsi tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem. Poleg teh dveh raziskav, oziroma na podlagi rezultatov teh dveh raziskav, so pri Nina Media pripravili tudi primerjavo rezultatov. Gre za to, da so novinarji in ljudje odgovarjali na enaka vprašanja. Tako da se je pri javnem mnenju pojavil podatek, oziroma so rezultati taki, da ljudje menijo, da je velik problem, da je korupcija velik problem, to je slabih 60% anketirancev, medtem ko med samimi novinarji menijo, da je korupcija velik problem 36% novinarjev. Da je korupcija neizbežen del slovenske družbe, meni slabih 60% novinarjev, pa kar 2/3 anketirancev v javnem mnenju. Tako novinarji kot ljudje, anketiranci so nekako dokaj podobnega mnenja, da je največ korupcije v gospodarstvu, lahko predvidevamo, da so te zadnji dogodki v tem letu morda tudi nekako prevagali, seveda tudi med političnimi strankami v vladi, največ nepotizma pa po mnenju obojih večinoma prevladuje v politiki. Kar se tiče ankete med novinarji, so novinarji seveda ocenjevali sebe, tako da so te podatki, jih ne moremo jemati kot za 100%, če se tako izrazim. Novinarji so v svojih vrstah menili, da se je pojav korupcije oziroma neetičnih praks, povezavi s konflikti interesov, sprejemanjem daril, kot jih tudi navaja naš kodeks novinarjev, da gre za neprofesionalnost novinarjev, da imajo novinarji slabe plače, več kot polovica novinarjev, ki so bili anketirani, meni tako, da gre za pohlep novinarjev, pogosto ponujanje uslug, daril in denarja, to pomeni, da so njim bile ponujene usluge, darila in denar. Gre za nekaj več kot tretjino anketiranih, nepoznavanje etičnih standardov, da nad delovanjem, poročanjem novinarjev ni nadzora, da nihče novinarje pri pojavu neetičnih praks ne preganja, da ni ustreznih in korektnih pravil, da sprejemajo usluge, ker so pač te usluge njim na voljo, recimo, da so sprejeti na sodišču prek vrste, da se jim uredi registracija vozila kakorkoli že. Kar nekaj novinarjev pa je navedlo tudi, da so pokvarjeni. 2,8% anketiranih novinarjev je dejalo, da novinarji ne sprejemajo podkupnine. Če pogledamo še mogoče na grafu zanimivost, če zadnje 4 vrstice v DDH pogledamo visok odstotek razumevanja in pojava integritete, ki se jim zdi novinarjem zelo pomembna.
Da so razmere v novinarstvu slabe, še enkrat potrjuje vprašanje. Zelo nizek odstotek novinarjev se zgleduje po nadrejenih pri svojem delu. Nizek odstotek je tudi slišal za korupcijo med novinarji, ni tako visok, no, slišali pa so. Strinjajo se, da so podvrženi vplivom, največ vpliva čutijo novinarji, kar 3/4 novinarjev anketiranih menijo, da so pod vplivi, tako gospodarskimi, ekonomskimi kot političnimi in seveda tudi uredniškimi. Okoli 9%, ne me držati za besedo, novinarjev pa meni, da se samo cenzurirajo. Višina plačila, torej plača je za novinarje zelo pomembna za zagotavljanje kakovosti svojega oziroma novinarskega poročanja. Med tistimi primeri, ko smo novinarje spraševali, kateri primeri se jim zdijo, da najbolj vplivajo na njihovo delo, so ugotovili, da gre za vplive neformalnih pogovorov. 8% novinarjev je dejalo, da tudi ponujanje denarja lahko vpliva oziroma vpliva na njihovo delo. Manjše pozornosti, vstopnice, kosila, priložnostna darila. Zelo zanimiv podatek je, da je v zelo velikem odstotku novinarjev menilo, da se, če lahko uporabim besedno zvezo, trguje z informacijami, torej da so informacije tudi pomemben del. V kotu tam na desni strani je sicer nekaj statističnih podatkov, zelo zanimiv podatek zame je bil, da 21,8% novinarjev poleg novinarskega dela dela tudi nekaj drugega.